pri nekaterih bi mogel malo več narediti okoli tega. No, ja, ok, valjda, ne, da imaš. Vse imamo dober zvok, vse v redu. Ne, ok, ja, veš, vse, kar je povezan s tem, veš, tudi če je research, pa ne. A veš? Ja, no, pa se dobro, se to imaš kar vesele, veš, kakšno tako stvar imaš. Ja, se to mislim, a veš. Poiskati, Ampak ja, valjda, itek ti bi v enem danem trenutku bi imel ta trenutek pemu Boga spet ših, ne, se izmeri imaš lahko ta trenutek, ampak. Ama ta danes Ne, sem zdaj le, se mi je. Ne, nimajo še ustvarjalne krize, če to mislim. Ne. Res, da sem... To je pa v bistvu dober podatek, ne? Veš, 100, koliko že je epizod, pa še ne ustvarjalne krize, drage poslušalke, poslušalci, tu smo za vas. Ja. Zato bodite tudi vi za nas, hvala za vse ribe, .si. Še zmeraj going strong, lepo si jo pripeljal, zelo lepo. To je bilo pa kot pravi profesionalec. To bomo dali v reklamo za Podnevniku, pa damo še na televizijo. Ker pa tako lepo povedal, pa Bizovičar ne bi tako znal. Bizovičar ne vem, če... To so pa zdaj visoko leteče besede. Ja, jebi ga. Saj manj zatežen bi bilo, kot Hoferjeva reklama. Če pa daš še kakšen Janez Dolinar ali pa kaj tazga, pa sploh vidi. Sam ja, ne, a veš, te klasični radijski glasovi na televiziji napali, po mojem. A veš? A misliš, da mora biti in stas in glas? Janezom Dolinarjem. Pa ne vem. Dobro, Janez Dolinar je že ga star gospod. Meni se zdi, da so te, ki so tak, ne vem, kako je ta špiker, tudi legendaren, ki bi mogel vedeti, ki recimo bere zapise iz Močvirja. Kaj že, se zdi mi, on je tudi super, ja. No, super pa vse, sam se mi zdi, da je res tako retro, a veš, to je v bistvu zvok. Kjer je bil on? Vse to je ista šola vse, teh klasičnih, nacionalni radio pa to. Se v času imeli vsi to šolo, ne? In špikari na radiju in na televiziji, kar jaz vem. Vsem le ta gospa čez. Ajda Kalan. Tako, hvala. Ja. Nas ni imela. Nas, kar se, če niste opazili. Nismo Mislim, isti da je to letnik. samo šola na uho upazilo, da nas ni imela ona. Če ste med temi šolanimi ušesi pol, jaz ne vem, zakaj niste šli na poletne počitnice k nam delati, ker očitno nobeni šel, ker smo to, kaj veš, vabili cel poletje, ne. Zdaj pa smo že konec avgusta, pa še zmer nič, ne. Mislim, še zmer sami tlele. Ja, sam res. A kaj smo, kakšno počitniško delo obljubljali? Vabili smo ljudi pred ne vem koliko epizodami. A to da res, sem že pozabil, smo vabili. Smo vabili, da študente multimedijskih faksov smo v bistvu vabili. To pa res, to pa res. Ampak sej, oni so tudi ljudje, sej ne vem. No, ne, pa ni. Ni pa mislim, da niso ljudje, ne. Ja, ok, ja, dobro, ne. Čakaj, si moram. Zakaj? Se už moraš govoriti, ne gledati. Ja, v bistvu, jaz ne vem, kako si kaj si poslušalci mislijo, kadar mi govorimo, da imamo scenarij, ampak najbrž mislijo, da lažemo. A ti si tudi eden tistih, ki parkira, ki si da radio bolj potiham v avtu, da bolj vidi. Ne. Ja, lej, če te moči na glas preveč, veš, da moraš biti zbran, ne rabiš samo eno, to je pa že pol fokusa, veš. Pa že pol, ne. Za trenutek sem se zagledal te rdeče stvari, če snemajo. A ja, snemajo. Kaj, ali boš pičil ali kaj? A ja, avizo. Avizo, dajmo. Zdravo, to je nostalgični podcast o zadevah iz prejšnjega tisočletja. Vesoljskih boleznih in sploh vsem. In tudi o enem poglavju štoparskega vodnika po galaksiji. Mi pa smo Aljo, Peli in Zi. Naročite se na naš podcast, če ste že v službi ali če ste še na dopustu. Hvala za vse ribe, .si. Kaj pa če šli na dopust? Tudi vi vmes, ko boste glišli. Sam vprašam. Ok, mi pa pojmo pogledati, kaj smo obdelali v prejšnji epizodi. V
prejšnji epizodi je Artur čutil, zemljo je čutil v bistvu. Ja, pa je res začutil. Vse je Na občutil. koncu je res začutil. Vse je ampak občutil, tako. ja. Mislim, psihofizično je začutil zemljo, na koncu celo fizično. Ja. Tako, ja. tako, res je čutil. Ja, imenitno je bilo tudi, da je letel, pa da avtor tega ni obešel na velik zvon. Ne. Res je. Ja. Kluboval gravitaciji. To. Ker se mi zdi, da ne bo več velikrat letel tle v vsaki Pa se četrti knjigi. je že to kad leto, da zdaj ni več novica, no? Kako bi človek rekel temu. Ja, zna, pokazal je, da tako. zna. Večkrat. Tako. In to je to, ne? Ja, zna, zdaj to ni več, je pač, ja, to je to, jaz lahko. Sicer zgleda, da to še suveren ni, da bi šel na dopust tako, Da bi, ja. leteče, ne, ampak Ja, bolj po nesreč malo morata tako. ja, odklop mozak. Med tako. spanjem. Tako, Ne. tako. Moon flying. Pa zaljubljenje, zaljubljenje. To, zaljubljenje. Ja. Zaljubljenje. Zdaj hiter kvarnik, ki gremo pol na to, da je zaljubljen. Ko se zbudi in je svež in zaljubljen. Mislim, zaljubljen. V bistvu je presrečen. Pa, Tako je, ja, dobro se počuti, metuljčki pa gor, pa dol. Pa malo levo, je pa tudi desno. vesel, da je spet doma. Ne? Ja, ja. Ne. Ampak pa tudi ni razočaran, ker je šele konec februarja. Ne? Mislim, sicer, ne vem, kako v Angliji konec februarja ali pa začetek marca, po mojem, da je. Mislim, mojem, ali pa, ne. Bom rekel, da je fajn. dešno. ali pa tudi april je, po mojem, a veš. Ne? Pri nas ne bi bil neki prav hudo lep. Ne. Ja. Kaj je šele v Angliji? Ja, Čeprav pa- dobro, pa- zdaj je to vse drugače. Zdaj je drugače, zdaj je to maj vse rado, bolj drugače. april. Pa, ne, Dobro, ja. tako da, Lej, pa še boga dežja sem imel, tako da ziher ni bilo lih level lušen, ker se je gor pa dol gono. ja, A če živi tam ali kaj? Ja. V Po- po Angliji. mojem, da je Bog nekje dežja, blizu. po mojem, v Angliji živi. Ja, sej, po mojem tudi. se valjda. Še. Če en drug se pa saj voz gor pa dol skozi po Angliji. Ja. In Artur je ugotovil, da v bistvu bo mogel nekaj pojesti, in je vzel 3 najmanj kosmate stvari iz hladilnika in jih krstil za zajtrk, polk je preveril, če še ne. Če se kažna Če se premika, kakšna ja, premika ali pa 20 ne. minut ni mena premaknila in Ja, zajtrk! No, tle so pa prišle tiste kužne bolezni iz vesolja, ki smo jih omenjali v vodu, mislim, in je bilo v bistvu, je imel srečo, v bistvu, da je bil zajtrk tok kosmet, da je pobil neko kužno bolezen, ki bi drugače pobila pol prebivalstva zahodne poloble, oslepila preostala polovica, ostale pa napravila psihotične in neplodne. In pol doda avtor, da bi, v bistvu, da bi jo Zemlja kar srečno odnesla. Za 3 od 4 simptomov sem siguren, da je uspel te kosmati stvari pobiti, kar se v psihotike tiče. Nisem čist zigar. Če ni sam to, se na vse prebivalstvo na Zemlji prenesel, vse en iz Arturja. Sam res. Kaj pa vem. Sam res. Vsak let kaže, da smo bolj. Da se šir, hitrejš kot COVID. Ja, lej, se je to, ja, Hitrejš veš. kot COVID. A veš, kaj je? Če je kužna, je kužna, ne? Ta zadeva, ki je zdaj že nekaj cajt omenjam, da manj družabnih obrežij, manj sem psihotičen do konca dneva. A res? Ja, ker ne zvem, kdo je prodal komu kaj, pa ne un pa tret, pa mislim, gre mimo mene. A da gre? Ja, ker v informativnih oddajah nacionalnega radia pač, če poslušaš ta prvo minuto pa pol do vremena, so samo zgoščene, udarne novice. A ja, vidiš, ker recimo jaz, ki pa delam s strankam, dobiš pa Še v bistvu esenco vseh neumnosti človeških. Ti v bistvu sploh ne rabiš Twitterja. Ne rabiš, res ne rabiš. Ti imaš fini destilat vsega. Ja, tako. Fini, tako. Res. Ta dober. Ta dobrega. Z kančkom še v njih Res svojih. največjim neumnostim se res težko izogneš. Da, To je pa delo s strankami. Ja. Zmeri vsi pravijo, da je fullušen. Se je krasna stvar, ampak hkrati pa tudi včasih toliko naporen. Prekletstvo in zadovoljstvo v eni. Ja, mora biti tip za to. V enem kozarčku. Človek, tako da namo. Ja. Zmeraj manj ugotavljam, da sem.
Kot smo že ugotovili, nismo več 27. Ampak to sem hotel reči, da v bistvu nekaj rekel, da Zemlja je kar srečno odnesla. Ne. V bistvu, če Zemlji bi bilo v vsakem primeru čisto v redu, če bi se to zgodilo. Zemlja nima ampak se vem, da je bil just a figure of speech. Ja. Zemlja po mojem bi bila še vesela, da bi se to zgodilo. Nek sem prebral podatek, da po 500 letih se sploh ne bi poznali več. Recimo, če bi zginili, da po 500 letih se sploh ne bi poznali, da smo obstajali. Ja, pa se čisto možno. Narava prerasla, jaz čisto verjamem, da se je tako zgodilo. Da bi vse prerasli in ne bi bilo znakov civilizaciji. Ja. Se to je ena teh teorij, a veš, a so bile pred civilizacijo ali ne, da je to težko ugotoviti, zato ker pač te nanosi so zelo tanki, ne vem, si se zračunal, ne vem, koliko je, ampak pač, a veš, par milimetrov je za to, kar smo zdaj mi naredili, recimo to. Tok mal. Čist nič, mislim, če to... A je povprečno na celi površini Zemlje. Če bi to, da bi tako nalagali se, kot oni po sedimenti gledajo, da bi težko ugotoviš, kaj je, pa kaj ni, kaj je bila tam civilizacija ali ne. Težko je najti, če so bile prej ali ne. Zaradi tega je težko. Se pravi, tudi mi smo tam en plunk v zemljini, kako bi rekel, v zgodovini. Mi smo sekundica, mini sekundica. Koliko je nažara velika? Tistega prahu ni prav zelo veliko, kar ostane od tebe. Zdaj, tudi če v bistvu 8 milijard jih vplineš, pa na veliko stane. Ne, pa ne tudi to, veš, vse to, kar... Če ljudi štejemo. Pa čak, ti moraš računati, da je en cel kup praznega prostora. Dobro, ti se stvar gledati, tebe za pusmetišne. No, se to, ampak ti traja pa 500 let, ja. A veš, človeška telesa bi se zihar predelala. Ne, pa veš, recimo še vse tele, a veš, stavbe, vse. Ne, ti moš te nebotičnike. Železo, to bo vse, veš, to vse se... Manhattani pa Dubaji trajajo, da se... kompostirajo. Tako. Tako da mi smo blimp. Če gledaš bom pogledal. A ja, nismo najpomembnejši. Ne. No, da najti ta članek za zapiske. Ja, ne, prav en tak fan YouTube video, katerega ga je delal, prav take fine animacije so, zelo lušen. Ja. Kaj že, bom pogledal, zelo lušen. Zdaj imam pa še nasvet za poslušalke in poslušalce, ki nas poslušajo med tem, ki nekaj drugega delajo. Lahko se spomnite, pa greste na našo stran opravicujemo.se, kjer so zapiski, ki je glih en zvesti poslušalec omenil, da sej pol omenjate te stvari, sam pol nikoli ne grem na page pogledati. Opravicujemo.se in pol najdeš epizodo, če pa ne, pa pač poklikaš, sej sam 105, 117 od strani. Ni dost. Ja. Se imate cajt. Ne pa greš Vse ste na morju. Ja, unike so. Tisti, ki ste na morju. Tisti, ki ste pa zdaj se pa lih kofesi skuhali, pa malo se odpočite, zaslužili si. Ali pa če v koloniji stojite iz morja. Ja, ne, takrat ne, si v avtu. Razen, če ne voziš, mirno možu ženi prebereš, kaj piše v zapiskih. Tako. In je zelo ziher, boš največji carica. Take podatki niso kar tako. Zanimivosti boste zvedeli namaz, da se kregate, zakaj ske zavil. Pa nis počakal tega. Pa še boš bo za družinsko srečo. Tako. Berite zapiske za družinsko srečo. To so pa zdaj še. Smiljan mori, da dijo čao domov. Mislim, res smo dobri, da se počutimo približno tako kot Artur, veš, močne in zdrave. Da nam ni treba mačke pokopati, pa ne pošte prešafljati. No, pa obril se, pa oblekel, pa vse zrihtal se. Res je najdel inspiracijo. Tako, zagon. Misliš, da je zato, ker je bil zaljubljen? Zihar. Višen. Ja, veš, ta nov zagon, pa malo tudi to, ker sem doma, prišel sem zrihtal, evo. Veš, še nujno je napisal, ne, uredi. Ja, ampak nujno je pa pol dodal, to, ki je bil zagnan, da je še nujno uredi dodal pol. Tako. To je pa res, ja. To je bil ta, veš, dajmo, moram porihtati. Mi bolj pa všeč, da je najdel v pošti tudi dokumente krajevnega urada izpred 3 let, za rušenje hiše in
Kar pomeni, da je on dubu to pošto v resnici, sam da je dal nekam. Ne, je bilo med Takrat zgleda, ni imel te vneme, da bi to prebral. reklame. Če mogo iti s Fordom na perh, konju in konjušniku, ki so se mogli nujno kakšno zmeniti. A ja, to je, da je bilo že prej to, ja. Najbrž po mojem, ne. Ker je bila tudi javna preiskava glede celotnega načrta voznic, pa vse, a veš, ful enih stvari je bilo, pa še od Greenpeacea je dobil zahvalo, ker je pač bil ko so hoteli osvobajati delfine pa orke, pa to. Tako. Neke razglednice je dobil, ne. Ja. Ampak ta razglednica mi je bila pa res slušna, ker se ne spomnim, kdaj sem dobil nazadnje razglednico ne z morja. A veš? Da ti jo bom jaz poslal. A ja, ker ne greš na morje. Čakaj, mogoče si bil že. V bistvu si jo že dobil, samo Kaselc pogled. A ja, ok, bom pogledal Kaselc. Nisi pogledal, ne? Bazen na stran vrgo, a veš, kaj so se... Ne hodim v Kaselc, žena je pa na dopustu, najbrž še pa... A je zdaj še, ja, po mojem, da je, kaj bojo. Sem sej možno, veš, da je res v Kaselcu. Bom šel pogledat. Zdaj, ko tole poslušal, se bom spomnil, da šel pogledat, ker če žena gre službe v Kaselc, jaz pa se ne spomnim. Pa grem pač... Kdo je ta ali ne poznam? Fuken stran. Sem gledal, da se boš Aleš, da se boš Aleš podpisal, kaj to da? Aleš, prvi slišim, ne poznam menga Aleša. Čeprav zdaj si bom zapomnil, ko bom poslušal epizodo, sem zapomnil. Ne ti, tvoja žena bo rekla. A je to? Moraš še ženi povedati, da je en Aleš... Zakaj ti Aleš, Katice boš? Kdo je ta Aleš? Kdo je ta Aleš? Ja. No, in kaj se bolj zgodi? A ja ne, to, novica, slaba. Pri avtocesti 303 mu pade ven štoparski vodnik po galaksiji. Ja, ne samo, da je ribo Babilonko zavrgel, ki je uno. Ne. Dobro, ni še tisto ima, ne? Tisto ima, on še saj ima, ja. Tisto je malo lepo v bovli, ne? Štoparski vodnik je zgubil, ne. Ja, to pa je iz moj ven pada. Strgana vrečka, bezvezna. Ista tale duty free, še tudi duty free vrečke niso več, ko so bile. Ja. Sploh pa vrečke na Alfa Centauri so pa zelo znane, da so slabe. Zendrek. A ja, šparajo. A sta slišala? Ja, to je res. To je zdaj to vse bio, veš, nekaj, ki mora vse razpasti, ne vem. Ja. To je to, ja. Če bi to delali, sta prave plastike, ne bi to nič razpadli. Tako, nikoli. Ja. Če 20 let stare vrečke so kanove. Una želvica, ki jo ima v pljučih, isto misli. Come on. Nima, ki jo imam še doma. Ja, dobro, vidiš, to pa je reciklaža. Eko, to pa je. Čakam na Jankovičevo sežigalnico. Kje jo pa delal? Ne vem, kje na letališču. Moste polje. Ja. Klebo. Okay. Mislim, bivša občina. Ja, razumem. Ja, v bistvu kleb blizu toplarne nek. Ja, okay, ali pa na letališki. Aha, ok, dobro, se je vse tam v enem koncu. Ja, blizu glavno, ja. Vse to je najbrž zdaj že stara novica, ampak ja, dobro. Ja, ok. Ne, ni, to bo še aktualno. Čeprav najbrž bo. To bo takrat bo še bolj. Zdaj bo volitve bojo najprej bojo županske, pa to ne, zdaj je jesen. Pa predsedniške, ja. Pa predsedniške, ja. Tako da zdaj je to v bistvu še kako aktualno. Zelo aktualno, tako da 5 volt. Ja, valjda. Mislim, lej. Da že kar zdaj začnemo. Ne, škoda, če povemo, lej. 5 volt, kogar čte 5 volt. Nov model ali pa unih posebnih epizod, zato, čeprav bi jih mogli mater. A bi mogli? Ja. A tudi zato. Saj eno. Ja, nič kaj, pa se je pa spomnil, da bi še nekaj naredil, ne? Ja, spomnil se je, da je imel včasih tudi službo. Ja. Ta je bila vrhunska. Jaz sem pozabil, da je imel službo na BBC-u, ker meni se zdi, da je bil v reklamnem oddelku ali nekaj. Ja, jaz sem čisto pozabil. Jaz sem tudi polkar rekel, da je pa BBC pa službo poklicno. Glej. Ja. Tako da, ampak dobrega šefa je imel. Ja, šef je bil res prijazen. Ful je imel dobrega šefa, nekaj mu je... Kako je že bilo? Ja, povedal je, da ne sorry za zadnje pol leta, ampak znorel sem in da šef je rekel, se zgodi. Ti kdaj pa zdaj priješ? Ja, kdaj se pa ježi zbudijo z iskega spanja? Spomlad enkrat, ja. Tako, ja. Kjer del ti kleni jasen zdaj? Sta rekla, dobro, urede. In je bilo to. Nič plavih, pa nobenih kuvert, da ga šutirajo službe. Očitno ne, je do takrat dobro delo, pa so vedeli, da bo delo dobro tudi naprej, ko pride nazaj. Tako je, veš, dobro delo. To je bilo še pred Margaret Thatcher. Ja. Ali pa glih takrat enkrat. Ja, lih mal, ja, tam.
To še ni ta nebrzdani kapitalizem prišel. Ne še. Ali pa se BBC še ni dotaknil takrat. So še cenili človeka. Tako. Da lahko znori pa počaka, da ježi pridejo. A ni to lepo? Iz zimskega spanja. Jaz mislim, da je to lepo. Čeprav imajo ježi zimsko spanje. Ježi nimajo zimskega spanja, se pa skrijejo. Ja, Okay, malo hibernirajo. Nima čist zimsko spanje, tako kot Nika medvedi. Ja, se pa skrijejo v listje za vleče. Pa dobro, to je zimsko spanje. Ja, ene sorte. Ja, Če je hibernacija. To se loči, v šoli se to loči. Tako. Ni čist zimsko spanje, tako kot medvedi, čeprav se tudi medvedi zbudijo vmes, pa jazbeci se mi zdi. Ampak je drugačno, neka fora je. To je zdaj 7. razred, drugo polletje. Ja, ne vem, mi zdi, to je bolj malo kasneje. Otroške knjige. Ne, otroške knjige. Ne, mislim, da so to v šoli glih vse. Zna biti, jaz sem to v ene. Sam ne še otrok v 7. razredu, razen če kaj skriva. Ne. Ene fan taka slikanica, pa vem, da tam kot peraš, pa ješ spi. To je še za starše, da je to. Ja. Useless data. A vidiš, kaj je prav? Ampak je res dobra knjiga, taka smešna pa fajn. Prav ti bo prišlo. Bom damo to v zapiske. No, da je zapiske. Kjer živali hibernirajo, pa kjer je. Tako, si mislil, kjer knjiga je to. Ampak lahko tudi, kjer živali hibernirajo. Oboje mu da. Research, mi že gre nekurat to, kar smo prej razlagali. Mi že gre. Ne gre ti. Ne, ful je fajn. Super. Hec. Za družinsko srečo, kako smo rekli. Zapiski za družinsko srečo. Bem ti otroci v pičku ma. Hec. Da si naštimam, da bom imel za pol. Mislim, za prej. Ker to smo že enkrat naredili, pa je vse dobro izkazali. Ampak, pustimo zdaj to. Artur pa pol naredi še eno stvar, to pa moramo razložiti. In to so rumene strani. To je pa ena stvar. Včasih so izdajali ene knjige, ki se jim je rekel telefonski imenik, in ta telefonski imenik je imel na koncu rumene strani, kjer so bile koristne informacije za telefonske številke. Kako se temu reče? Zdaj, to je bilo za neke obrtnike, storitvene dejavnosti. Če si hotel najti obrtnika za daj tukaj, kar češ, ali pa recimo popravilo stroja, popravilo kosilence, avtomehanike. Nisi šel na internet, ker ga ni bilo. Zato imate zdaj Google Maps, da vpišete avto ličar blizu nekje, celo takrat pač rumene strani. Pa ti jih nastrela vse okoli 2 km okoli tebe, pa ti postreže s telefonskimi, ki jih direktno kar iz strani pokličeš. Tako, ja. Včasih si mogel knjigo vzeti, če si imel še kako bi rekel up to date, kdaj je velikrat jo nisi imel. Tako, ja. Je bilo iz 89. Takrat smo pač lahko si kupil kakšen saden jogurt ali pa telefonski imenik, pač pa včasih smo raje vzeli saden jogurt. In te knjige so vsebovali te telefonske številke in Artur je, če pa nismo, si pa lahko, če si se špogel, pa poklical na 988. To je bilo tudi. Kdaj je bilo, mislim, 988 ni bila skozi. Je bila, ne? Ja, to je bilo skozi. Je bilo skozi, ne? Ker verjetno nismo, bi bilo treba najprej pogledati, verjetno zaradi tega. In tam se ti je nekdo prijazen glas v glasu in ti je dal, eden je bil pa splošne informacije, ki si pa kaj klical za stvari, ki so šle za stave, pa za podobne stvari, pa je pol tip, ne vem, kam je to pogledal, ne vem, nimam pojma. V teletekst. A misliš, da je teletekst pogledal? Ne, kam je to on čeprav pogledal? Takrat še ni bilo, konc 70-ih ni bilo teleteksta. Kaki? Ne, da si ti pogledal, ne vem, kdo je zmagal svetovno prvenstvo. 72. Madonna, sem res, kje so to zvedeli? To bi bil zanimiv podatek. A veš, takrat oni so vedeli, ampak kje? Ja. To je bil Google pred Googlom. Madonna, sem to res, ja. To je pa zanimivo. Najprej so imeli vsega boga enih enciklopedij ali pa kaj. Bi rekel, ali pa mogoče. Ker drugače v knjigah niso mogli. To poiskati je, veš. Uno informacijo si kar precej hitro dobil, ne? Jaz nisem koliko klical na uno. Jaz to nisem koliko. Ja, no, in v glavnem Artur je uporabil to knjigo in ta del te knjige zato, da je poklical 6 številk in spraševal ljudi, če je slučajno kakšna Fenela ali Fiona ali noter, ker to smo vmes... Mislim, že na začetku rekel, ja, bolnice klico, ne? Bolnice klico, za tega je... Mislim, psihiatrično. Tako.
generalštab. Tako. Ker je iskal Feni, Ja. sam ni vedel, kako je ime in pač je bil pač malo slabe vole. Ni mu jih ratal, ne. Mislim, ni mu jih ratal, ampak še zmeraj ima pa dosti optimizma, da ga je po 6 klicih odpeljal v krčmo in malo paradiral z njim, preden ga bo čisto zapustil. Je bila tudi lepa. Ja. Ne. In je šel v konju pri Krinuščiku in veseli so ga bili kar radio. In jim začel pripovedovati, kako se je on imel ful super v Južni Kaliforniji. Všeč mi je, da je dal prav Južna Kalifornija. Ja. Jaz sem to rekel, dobra laž, ne more biti. Da je natančen. Ja. Da se ne bi zmislil, pa bi začel v San Francisco kaj govoriti, veš, on ni več južna. Tako da. Pa očitno je nekaj vedel v Južni Kaliforniji. Očitno, ali mu je bilo pa samo všeč Južna Pa Kalifornija. ne, ampak je računal, da je bilo najmanj ljudi tam. Ja, a veš, če si Tisti, tako ki so ga specifičen. poslušali, a veš. Si Ega specifičen. fajn je, da bluziš o stvareh, ki drugi na drugi strani nimajo pojma. To je Ja. res. In so ga poslušali. Ja. Ampak pozor, če se započne obešalnik, Oj, ker oj. kaj se je zgodilo v tem pogovoru, ko so ga poslušali, bomo pa zvedeli v naslednji epizodi. Ja, najlepša hvala vsem, ki ste nas poslušali in z nami prišli prav do konca. Če nas lahko kako podprete, so navodila na hvalazavseribe.si. Mi bomo veseli ka radio. Ali Lahko, pa bomo veseli ka podcast. lepa, ja. Lahko pa nam sledite, povsod smo avno, upravičujemo se in hvala, ker ste z nami tudi, ker Artur pelje optimizem na pivo. Lep. Lepo. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si.